Zakaj se ne podaš v neko drugo okolje zdaj? Recimo, te ne prepriča to, kaj ti govorim, da te bo to drugo, da te bo to drugost okolja prisilila v to, da se soočiš z vlastnimi navadami, predsodki, prepričanje in te bo informirala na nek način, kot te knjige recimo ne morejo. Enostavno druge cilje imam trenutno, Ampak druge stvari želim početi. Ampak smo pa hkrati filozofa, ljubitelja resnice. A te ne zanima, kaj bi izvedel? Sokrat ni nikoli zapustil Aten. Ja, je pa Platon vse okoli potoval in iskal praktične aplikacije svojega sistema. Ja, pa se je vrnil potem domov, ne. Ja, ker ni bil uspešen. Ker ni bil uspešen drugod, ne. Torej tisto, kar je iskal drugod, dejansko ni našel tam ničesar. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Lepo pozdravljeni, najni dragi številni sohrupniki in hrupovalci. Danes sva se zbrala Ja, tako je. na ta v bistvu deževen dan. Sicer ne bo teh nekih romantičnih kapelj Ne bo tako, da si zamislil. ampak načeloma zunaj dežuje danes. Ja, hladno je. Konec poletja, zlom poletja. Ja. Ne vemo, če se še bo odlomilo sploh poletje. In s tem je tudi zlom turistične sezone. Wow. Ja, Lepo si to napeljal. Hvala. Na današnjo temu. Ja, mogoče je to za taki čas, ko začne deževati, ko je mrzlo, ko se začenjamo oblačiti, mogoče celo kuriti, ko že začnemo pogrešati oziroma si želeti kakega potovanja. Potovanj pa je čez poletje vedno več. Se mi zdi, da je to postal nek življenjski slog, da na zahodu, pa tudi širše, tudi na Kitajskem, ne nazadnje, se veliko potuje, da je to neka stvar, ki jo pravzaprav skoraj vsak naj bi počel, iz različnih razlogov. Nekateri potujejo zato, da nabirajo izkušnje, da se nekaj novega naučijo, da po drugi strani uživajo. In ta potovanja potem imajo različne povode, pa tudi različne učinke na naše življenje. Ja. In zdaj bom kar to vprašanje neposredno na tebe, ki si izmed naju dveh tisti, ki je bolj potovalen človek, naslovil. Torej, zakaj potuješ? Ok. Zdrav vsem. A si povedal, da smo? Ti si Aljoša. Jaz sem Aljoša, to je Primož. Jaz sem Primož. Ja. To je pa podcast Mnogo hrupa za nič. Ja. Tako. To sem pozabila omeniti. Da smo v mestnem kinu Ptuj. Hvala. Mestnemu kinu Ptuj, da lahko v tem krasnem ambientu gostima. Ja, hvala lepa. Ok, zdaj pa nazaj k vprašanju, zakaj potuješ? Ja. Verjetno na splošno pri ljudeh dosti tega velik del povoda ta pač sodobna kultura, ker se zdi, da recimo preko Instagrama, socialnih medijev pač ljudje prikazujejo, kako se imajo fajn, da potujejo, in potem ljudje to zasledujemo, ker je to za neki novi standard preživljanja svojega prostega časa. Vse se je šlo na morje in je že bil ta pritisk zmeraj prisoten, je treba iti na morje, mislim, ne od zmeraj, ampak zadnjih par desetletij, zdaj pa se je pač to razvilo v neko bolj pač dlje greš, bolj si postolovski, bolj cool imaš potem te bolj je dostopno, ne? Finančno ja, tudi postalo, ki si lahko predstavljaš, da bi nekdo šli najni starši kar tak na Tajsko. Najni starosti. Ja. Mogoče so tvoji šli, moji vsekakor ne. Ja, moji tudi vsekakor ne. Ja, seveda, te cene so šle navzdol, zdaj letim v Iran za 100 evrov, pač to je, mislim. Dobro, v Iran še razumem. Enosmerna, ne? Ja, enosmerna, ja. Ampak to ni bil predsodek. Ja, jaz pa mislim, da mogoče jaz že potujem v glavnem zaradi sestre, ki je to začela nekak potovalni življenjski slog furat, kak je že 10 let nazaj, in me je zvlekla na Kitajsko.
ker smo z nahrbniki štopala po državi. Sredi COVID-a, ne? Sredi COVID-a, ja, tako je naneslo. Bolj si dokaj nedavno začel tako potovati. Ja, to je zdaj na 4 leta. Ja. Okay. Ja. Potem pa vedno, ko imam čas, grem na kakšen ta workaway projekt, kot se jim reče. Greš, ne vem, na Norveškem smo nekaj zidala z kolegom, v Italiji sem v hostlu bil neki nočni host, kako se reče, nočna zabava. Mislim, večerna zabava v smislu, da animiraš goste. In potem ste ukradli. In potem so me ukradli. To je res. Znemirljivo življenje ali še topla. Ja, in potem, ko so me teh knjig. Ja, in potem, ko so me ne okradli, ampak skoraj okradli, sem lahko zgodbo o tem napisal. Niste okradli? Ne, niso me okradli. Okay, skoraj so me okradli. Pa ni tako znemirljivo. Ja. Cutting that out. Ja. Jaz mislim, da to se je definitivno začelo popolnoma nereflektirano, pač nekaj, ne vem, sestra to začela, pa pač še meni je bilo cool, pa sem videl, da se ima fajn, da nabira nekaj izkušnje. Cool? Mislim, da zaradi tega, ker sem jaz delal, da nekaj izkušnje nabira, da se sooča z načini življenja, ki se jih ne moreš čist doma soočiti. Vse lahko jaz doma preberem knjigo o načinu življenja nekega samoraja, ampak potem pa to končam in vidim, da se absolutno nič ni v mojem življenju spremenilo. Navade bom nekaj začel na silo spreminjati, recimo, ker bom hotel biti kot samoraj, to zdaj dajem neki primer, ki ne je po sebi, seveda, ni po meni oblikovan. In te okolica, tvoje navade te pač potiska v en taki standardni način življenja in smer se moraš aktivno proti temu boriti in vsaj meni ne zaleže, da bi jaz samo nekaj prebral, da bi ga spremenil. Ko pa grem v neko, recimo, ko sem šel živeti na Tajsko, so vse moje navade nekako se razlomile v tisti okolici in sem bil prisiljen na novo spostaviti sploh svojo dnevno rutino in me je skozi prakso. Potuješ zaradi nekega duhovnega samo izboljševanja. Ja, bi rekel, da. Mislim, ne vem, če je to glavni razlog, tudi veliki razlog je, ker lahko dam sliko na Instagram, pa sem pol ful cool. Ampak mislim, da je to nekaj del razloga. Ja. Ker dejansko v praksi, če te nekaj prisili spremeniti tvoj življenjski slog, boš videl neke stvari, probo razumeti, oziroma boš doumel neke stvari, ki jih ne boš za knjige doumel, ker boš jih doumel na neki čist taki prvinski ravni. Ja, se to pravijo, ne, da, zdaj ne vem, koliko je to preverljivo, ampak da se dobesedno, ne, ko prideš v neko novo okolje, začnejo tvoriti zelo aktivno nove živčne celice. Ne. Ker se v bistvu celo telo, cel organizem se mora znajti, si usmisliti svoje mesto in se umestiti v neko novo okolje. Ne. Tako da je tudi na neki zelo telesni ravni to soočanje z novimi okolji, učna izkušnja. Ja, mislim, to tudi občutiš, ko prideš neko novo okolje. Dejansko je, recimo zdaj, ko mi živimo svoje vsakdanje življenje doma, to se stvari zleti mimo, ker so ti samoumevne, ker jih ne rabiš prej vpraševati, ker so že vse urejeno v tvoji okolici. Tam pa si nekako vržen, nekako adrenalin ti nabije in vse. Mislim, glavno je to, da vse okoli tebe zares vidiš, zato ker moraš videti, ker dobi neko primarno življenjsko funkcijo, da ti okolje okoli sebe zaznaš, pa se skušaš orientirati v njem. Samo ti ni to strašljivo, ta izkušnja, da prideš v neko novo okolje, ki je potencialno polno nevarnosti oziroma nepoznanosti. Mene osebno to doživetje me straši in bi se želel temu izogniti. Tebi pa predstavlja priložnost za rast. Je se vse priložnost za rast. Je strah, ko prideš v neko tako okolje. Ja. Ampak ni vsako priložnost za rast ali pa večinoma so ti priložnosti za rast skoraj zmeraj prepletene z strahom pa nekim neugodjem. Ja. Ne, ni koncev strah tisto, kar nas nazaj drži v teh rutinah pa teh varnih okoljih. Ampak doma ga lahko nekako nadziraš, ne, pod nekimi bolj nadzorovanimi pogoji. Ja, ampak glih to samo nadzorovanje se mi zdi, da nas potem onemogoča pred tem, da bi mi prave tiste stvari spremenili, ki jih moramo. Vse pri sebi opažam, recimo,
neke stvari, ki so mogoče zelo pomembne, da je življenje spremenim, jih ne bom doma spremenil, ker me bo preveč napora vzela, ali pa bom se preveč neprijetna v okolica, pa me bo hočeš nočeš vrgla v te soočenje z temi navadami in jih spremenila. In šele, ko bom prišel nazaj za tujine, bom videl, wow, to pa je res bilo pomembno, da sem spremenil. Ampak potem res, ko prideš iz teh novih okolij, kjer si potem šel skozi to spoznavno izkušnjo, preneseš te nauke oziroma ta spoznanja, te spremembe, v katere si bil prisiljen tam, jih potem preneseš domov in jih uspeš izvajati, ali ostanejo zapakirane v ta mehurček turistične izkušnje, medtem ko doma pa pol se vrneš v staro rutino. Ker to je moja izkušnja. Jaz recimo zdaj sem se, ko grem na morje z družino, se prisilim, da nikoli ne nosim zraven telefona dol na plažem. In je bilo krasno to, so tako prav osvobajajoča izkušnja, da niti malo ga nisem pogrešal. Potem sem prišel domov, pa sem mislil, zdaj bom vztrajal v tem pridobitvi, novo navado sem razvil. Ampak ne, bolj doma pa prideš takoj v tisto staro rutino. Saj je tudi pri meni tako, oziroma normalno se mi zdi, da če prideš v tisto staro okolje, da te stare navade spet, pač te porine v te stare navade. Ampak vseeno imaš pa zdaj neko zavedanje, recimo, ko si prišel za morje, imaš zavedanje, dejansko neko praktično, prvinsko zavedanje, kaj pomeni biti brez telefona in te lahko motivira, da narediš to spremembo, ki je mogoče prej ne imel, ki je mogoče prej rekel. Zgolj bolj zafrustriran, ker zdaj vem, česa nisem zmožen v resnici. Ja. Da sem zmožen se izboljšati zgolj v nekih tujih izkušnjah, doma pa ne, kar pomeni, da bom potem začel te potujitvene izkušnje iskati, ker bo to edini način, da bom potem lahko na nek se mogoče malo izboljšal. Ampak ni to normalno, da zmeraj moraš iti v neko, mislim, ni to normalno, da nas okolje v taki veliki meri opredeljuje. Recimo pravijo, da te, ko hočeš neke navade se znebiti, ne moreš se znebiti na tak način, da ti bo dostopna in se veš ti zavestno nonstop odreka, ampak oziroma ti bo ogromno energije vzela. Recimo, kaj moraš narediti, če hočeš nehati igrati na svojem kontrolerju, zakleneš kontroler v neko stvar, ker ti ne bo možno, da bi prišel do nje do, ne vem, ene določene ure. In tisti se neš rabo skozi dan ukvarjati z tem, kako se reče, skušnjavo, ker ti bo nemogoče, tako kot ti, ne? Recimo, če pa ti bo na voljo, pa se moraš potem zavestno nonstop energijo trošiti za to, da se temu odrekaš, dokler ti zmanjka in potem se spet poslužiš tiste skušnjave in te premaga. Isto tako, recimo, sem gledal za en šov slovenski, kjer ljudje hujšajo, zdaj je en razlog, zakaj bi jim naj to pomagalo, pravijo voditelji, zato ker nimajo te skušnjave, ker so nonstop nadzorovani, ker ne morejo se zapeljati v trgovino pa kupiti nekaj sladkega, kar želijo. Ja. Vzeta jim je bila ta možnost in meni se zdi, da je to normalno, da so neke zunanje okoliščine, da morajo se zunanje okoliščine spremeniti za spremembe v življenju. Je to vzdržljiv način odvisnosti, da ti moraš vedno potovati, če hočeš doseči neko boljše stanje? Mislim, ni neka nevarnost v tem, da potem začneš potovati zgolj zato, da se izboljšuješ, ampak v resnici to izboljševanje se nikoli ne prenaša na tvoje normalno življenje. Zdaj pa razen, če si se pripravljen predati to vrstnemu življenju in to je kar težko, čisto praktično zaradi služb, družin in drugih navezanosti, je to pol je to neka nevarnost mogoče. Ja, mislim, da bi znal, tako neki bypass. Torej, skozi to lahko normalno živiš, ampak samostojno pa ne. Saj, mislim, ko tako srečujem ljudi na poti, se mi zdi očitno, da veliko ljudi zgolj beži pred nečim, da je to res neki... Nasploh, ali ko potujejo? Pač, ko jih na poti sprašujem, ko jih na poti srečujem, se mi zdi, da imajo potem... Torej popotniki. Popotniki, ja. Da pogosto se zdi, kot da zgolj nekaj, da je to zgolj neki eskapizem, bolj kot neka vrnitev samemu sebi. Ampak po drugi strani pa je neka vrnitev k samemu sebi. Kaj je bilo vprašanje? Ja, res se... Vprašanje je, kaj je zdaj potem tisto vrednejše cilja? Kateri tvoj jaz, tisti, ki je na potovanju, ali tisti, ki je doma?
Ali recimo, ne vem, če se v končni fazi, ne, če recimo vzamemo nek par, ki se ful prepira v svojem odnosu, ne, ko sta doma. Ampak ko greta na potovanje, pa se ta mata fajn, ker sta v nekem drugem okolju, iztrgana iz nekih navad in pol dejansko njun odnos tam funkcionira boljše na Pagu ali pa nekje. Ne. Kaj je zdaj boljše, pravzaprav? Ne? Po ene strani je ta njun potovalni jaz je na nek način začasen, eskapističen, ne? Po drugi strani pa boljše se mata. Ne? Je zdaj pol to nekaj, kar je za obsoditi ali... Mislim, ne za obsoditi. Jaz ne bi to gledal na tak način, kot da na potovanju zamrzneš tvoje življenje, pa greš neko drugo življenje, ampak res neko učno izkušnjo, ker ti v praksi, neko drugo prakso življenja ti odpre in ti da neko zelo tako praktično znanje ali pa občutek, kaj to pomeni živeti neko drugi način življenja. In to je meni tisto glavno pri potovanju, kar ti vse razpira. Pač se mi lahko v knjigah razbiramo neke stvari in abstraktno razumemo, kako bi naše življenje lahko bilo. Tako lahko barvno slepa znanstvenica abstraktno razume, kaj je rdeča barva in preučuje barve, ampak ko pa dejansko je nekdo popravil vid, pa bo videla rdeča, bo izkusila nekaj, kaj ne bi mogla nobena knjiga naučiti. Isto kot ti dejansko te pahne življenje v neko drugo življenjsko prakso, dobiš neko vrsto znanja, po mojem, ki ga ne bi mogel zgolj abstraktno dobiti. Neko res vezano na izkustvo. In se naučiš, kaj pomeni biti, ne vem, srečen človek, naprimer, kaj če se non-stop nezadovoljen doma in potuješ in se prvič počutiš, ne? In se zaveš nekako, da življenje ni samo to, kar ti je doma dano. In to me najbolj preseneti pri potovanju, da se zavem, kako da drugačno lahko življenje. Včasih se mogoče človek tudi malo ujeti, ga doma počuti v smislu, da si misli, to je vse. iz hiše. Ja, ali konkretno, ali pa sam sebe ne spustiš iz hiše, ker si pač vezan na svoje navade, zdaj je čas za tisto, zdaj je čas za tisto in potem gledaš svoje življenje, pa si misliš, a to je res vse, kaj je od življenja. Ja. In šele ko te, kaj bi rekel, ko si v tem stanju, tudi če ti nekdo razlaga, kako je lahko drugačno življenje, ko boš dejansko šel nekam, boš šele razumel, kaj pomeni neko drugačno življenje. To je res neko praktično znanje, ki se mi zdi, da je pomembno za človeka, da ne zgolj, da skuša razumeti neke stvari sam pri sebi, ampak da tudi dela stvari in dobiva to vrsto znanja, ta vrsto spoznanja, uvida v življenjske oblike, recimo. Tako da razmišljam, se mi zdi lahko mogoče neke 3 tipe potovanj, 3 razsežnosti potovanja. Okay. Prav poskusil zdaj razviti. Gremo sistematizirati. Če sistematično predstavljamo. Primožova teorija potovanja. Potovanja, filozofija potovanja. Potovalni tipi. Da imaš potovanje zaradi nekega spoznavanja, bolj v tem smislu intelektualno, da nekaj novega zveš. Ne? To je v bistvu neki stari model, Herodot je šel na potovanje širom Sredozemlja, ne je potem nabiral neko znanje in je dal v te zgodbe, ki jih imamo mi tule na mizi danes zbrane. To so razni potovalni romani in tudi nefikcijska dela. Ja, mislim, to so 3 klasiki slovenskega potopisja, naprimer. Torej, tu je recimo Herodot neki in on je v bistvu tak bolj z nekega radovednosti, hotel je enostavno razumeti različne kulture, različna okolja in je potem to zbiral in potem mi še danes prebiramo in se učimo o nekih preteklih kulturah iz tega dela. Ne? In recimo eno zgodbo ima, ki je mene zelo vtisnila, kak je neka kultura, on je pač nekje naletel na to zgodbo, ne mislim, da niti ni je preveril z prve roke, ne? Ampak je pač, on je vse od mitov do prvoosebnih pripovedi vse je prevzel. No, glavno neka kultura, ki je ob rojstvu otroka žalovala.
ker se je otrok rodil v svet poln trpljenja in zdaj bo mogel trpeti in pol na koncu mogel umreti in pol so reči žalovali, ko pa je umrl, pa je bilo čas praznovanja. No, recimo, ne, to je nek ta spoznavna razsežnost. Ne. Ja. Čeprav ta vrsta spoznanja je verjetno, jaz sem zdaj isto spoznal kot nekdo, ki bi tja šel, ne. Je to neka taka bolj abstraktna vrsta spoznanja. Ne. Laže je to posredovati. Torej v knjigu napisati in pol ti prebereš in tudi zveš približno isto reč. Ne? Ja, ampak recimo, kaj pa on res dobo od potovanja, pa tisto druga razsežnost. K naslednjemu tipu, ki pa bolj ta etični tip. Potovanje zaradi neke iskanje neke izkušnje, ki bi te spremenila tvojo življenjsko držo. Torej, da tisto, kar ti spoznaš, in zdaj ne mislim spoznanja zgolj v tem, da bi neko dejstvo izveš, ali pa da ti nekdo nekaj pove, ampak tudi nekaj doživiš, nek konglomerat različnih izkušenj in dogodkov in stvari, ki jih slišiš in tako naprej, ki pa se te dotakne in te lahko dejansko spremeni tvojo držo in naravnanost do sveta. In tem bi rekel nek ta bolj etični pač neko nabiranje veščin v bistvu, če štejemo kot veščino. Lahko bi tudi veščina, ampak moje ni nujno, da mogoče, ampak po moje ni nujno. Po moje se te lahko dotakne, da greš, ne vem, greš v neko pokrajino in te res prevzame, pa pol nič se novega ne naučiš delati. Imaš pa nek drug pogled na svet. Ja, to je. Ne, torej ne, da nekaj samo veš, dejansko imaš drugače si naravnan do sveta, na svet. Ne? Ja, je tako, okej. Ampak jaz mislim, da tiste, kar pa je prevladujoč motiv današnjega potovanja, ki sta mu tudi ta prva dva pravzaprav podrejena, je pa razsežnost, ki bi jaz rekel, estetska. Torej potovanje zaradi užitka oziroma zaradi čutnega doživetja. Torej, da vidiš neke nove stvari, ki prijajo tvojim očem, ki se dobro zvenijo, slišiš neke glasbe, tuje, ne? Ukušaš neke eksotične hrane, glavno neka zelo taka čutna, mesena, telesna izkušnja nekega drugega okolja, druge kulture. In mislim, da bi lahko to nekako pometu pod preprogo nekega potovanja zaradi užitka. Ne? Torej, če se povzamem to svojo teorijo, tipologijo. Ja, spoznavno potovanj. Etično. Spoznavno, etično razsežnost in pa estetska. Okay. In mogoče bi se zdaj, preden sem verjetno še vrnila k tistima prvima dvema, ki sta meni osebno sprejemljivejši, se pa se pomudimo malo pri tej estetski. No. Mogoče imam zdaj tu nek zvišen, ošaben predsodek, pa me reče tebe vprašal, zakaj se ti zdi, da nasploh ljudje potujejo? Ja, verjetno nasploh zaradi tega zdaj hosto se reči, da nasploh zaradi nekega estetskega, ampak mislim, da je kar ta prevladujoča misel, čeprav se puhlo sliši, češ da potuješ po svetu zato, da se nekaj, da imaš neko izkušnjo, zdi se mi neka tiha predpostavka, da to bo vseeno to spremenilo, pa izboljšalo kot človeka, ker si zdaj bil v Indiji, tam en teden na plaži. Se mi zdi, da je to nekako mogoče, ne vem, če je to dejanski razlog, ali je to zgolj nekaj, kar si ljudje govorijo, zato da upravičijo te svoje hedonistične podvige, ne? Če je šel, zdaj sem šel tako, kak je bilo, wow, ful sem... Verjetno odvisno, kjer del. Verjetno, ne vem, če imava dovolj, že dovolj poznama, kako ljudje razmišljajo, da bi se to res lahko zredila. Odvisno, zdaj, če greš v Poreč, verjetno greš bolj estetsko, boš uživati. Če pa greš v Indijo... Ja, verjetno estetski užitek bo tam zelo problematičen. Mislim, problematičen v smislu, da je ogromno takega, kar ni... Pač je ogromno izkušenj v tovrstnih pokrajinah dobiš, ki niso ravno v tem klasičnem smislu, da greš nekam pa samo uživaš. Ne? Ker je lahko neprijetno, fizično zboliš, hrana lahko težave. Čeprav zdaj vprašanje, kako potuje, zdaj, če greš v hotel, pa se tam tako odrezan od kulture pa vsega, pa pol greš samo z avtobusom malo po tam mogoče to, tudi. Ne? Mislim, da zdaj odvisno, recimo te agencije, ko potujejo, pa grejo tudi v Indijo, Afriko, pa vsem,
vseeno vedno so lepo v varnem mehurčku svoje grupice, grejo z avtobusom od ene točke do druge, spijo v hotelu skup, restauracije so že vse vnaprej odobrene, neke evropske restauracije, oziroma ki se delajo, češ autentična hrana, v resnici pa samo za Evropejce. Na koncu bi to lahko še vedno šlo bilo kar estetsko. To bi še zmeraj lahko bilo kar dovolj estetsko. sterilizirano motečih dejavnikov. Ne? Ja, sicer pol se nekih kup zabavnih dejstev v tej državi naučijo, pa non-stop pa oni delajo to, pa to, ampak niso pa nikoli v tej etični ravni, da bi te dejansko izvalo to, kaj vidiš. Ker to je nek koncept v turizmu, se mi zdi, neki se je razvil. Najprej je res bilo bolj ta dalmatinski način, da greš na morje, pa smaš fajn, malo spiješ tam Ožujskega, pa se skopleš. Pa čist tak užitek, greš, da uživaš, na dopust greš, to je koncept dopusta. Ne? Zdaj pa je tako, dopust več ni dovolj, ne? Da greš na oddih. Zdaj so začeli tudi turistične agencije, pa nasploh v kulturi prodaja, da se zraven tega, da uživaš, tudi moraš nekaj naučiti. To. In na koncu se mora to združiti v to, da te spremeni in da si potem zrasteš kot človek, zato ker potuješ. In to je ne nazadnje tudi, če gledamo te študentske izmenjave. Ne? To je tudi nekaj, kar se je pravzaprav zanimivo, ne? Vzporedno razvijalo s tem spremembo turizma iz oddišnega turizma v turizem izkustva, torej ta experience tourism. So se tudi izmenjave skozi Evropsko unijo precej razširile, ker spet je tako zanimivo, ne? Trikotnik, po eni strani se greš učiti v tujino, ne? Po drugi strani vsi vemo, da ni toliko učenja kot uživanja, ne? Da pač je marsikaj drugega v spredju kot to, ampak končni rezultat, kako mi zdaj upravičimo to, da Evropska unija sponzorira Erasmus, je to, da boljše državljanje ustvarja, ne? Ker se etično se spremenimo in smo boljši, ker vemo drugačne kulture navigirati. Tako da imaš vedno, to si dobro izpostavil prej, ne, da ne moreš zdaj reči, da vsi hodijo zdaj ravno glih samo zaradi užitka. Tako malo nejasen odnos je med temi tremi. Ne vem, kaj točno prevladuje. Po moje gre tu za neko obliko trženja identitet, da pač se kupiš to, da si zdaj boljša oseba, ker si zdaj bil v Indiji ali pa nekaj. Da pač to za turistična agencija. Torej, pač po moje v to predpostavko, da si tak vsi zajemo za zdravo zagotovo, da če si bil v Indiji, si kot človek zdaj globje na nek način. Moje vprašanje je, zakaj to prodajamo? Ker koristi tistim, ki to prodajajo, zato ker mi to kupimo, ampak zakaj to kupimo? Je verjetno zato, ker se zavedamo, da ima neko etično razsežnost potovanje pa soočanje z drugo kulturo. Pa gremo, samo bolj pa je vprašanje, a gremo zares na potovanje zaradi te etične izkušnje? Po moje gre samo, tako si rekel prej, ne? Signaliziranje. Samo prekriješ, maska. Po moje v veliki meri to, da signaliziraš ljudem okoli sebe, da kak sem poseben, kak sem svetovljan. Ker je to zdaj dosti dajemo na to, se mi zdi, da če je nekdo bil po svetu, pa to se mi zdi, da kar tiho prevzemamo vsi, da očitno že ve nekaj, kar pa mi ne vemo. In se mi zdi, da je to postane neki družbeni kapital, da si ti videl države. Statusni simbol je, da potuješ. Se mi zdi tako, recimo tudi v pogovorih, ne, z različnimi ljudmi, v nekih, mogoče, ko se neka skupina zbere, najbolj impresivne bodo vedno tiste zgodbe, ko bo nekdo rekel, da je bil na nekem potovanju in bolj je doživel to, pa doživel ono in bolj vsi poslušajo. Čeprav danes mogoče niti več ne, zato ker so že vsi sami to lahko doživeli. Danes več ne. Jaz se spomnim, moj stric, on je bil veliki popotnik, ne, in takrat po Afriki je hodil in tako naprej, ne, pa po Južni Ameriki. Takrat je to bilo zelo redko, ne, da bi kdo šel tak na ta način potovati, ne, in so bile res izjemne izkušnje. Danes pa se mi zdi že tako, gledaš na Instagramu, ta je bil v Afriki, on je bil v Afriki. In že malo zbledi, ne, samo po drugi strani pa še vedno pa velja za to, da je to nek statusni simbol. Ampak mogoče zdaj več ni toliko v obliku izjemnosti, ampak skoraj kot minimum. Torej moraš potovati, če hočeš biti uspešen posameznik.
kot recimo, če nekdo ni nikjer potoval, pa zdaj recimo v svojih 20-30, bo verjetno kdaj v te naletel na vprašanje, kako pa to, da nikam ne greš? Ne bi malo šel v svet. Si bil kje čez poletje? Ja, pa še jaz tak prijatelj. Še jaz tak prijatelj včasih, ampak jaz pa to je z etične razsežnosti, pač jih trezam, pač kaj zdaj, ide nekam v svet, ide zdaj, ne vem, na Tajsko živeti za 1 mesec, pač. Ampak recimo jaz... ti zato, ne? Ampak jaz je zato, ne? Zato, ker vem, da jih bo spremenilo. To se mi zdi bolj sprejemljivo. Po prečju pa mislim, da nekaj drugega tu, ne? Ja. Da če nisi bil na potovanju, nisi dovolj užival. Ja, mislim, da je to potem, bolj ta splošen. To pa spet se navezujemo na en pretekli podcast, ki si ga lahko še vedno gledate. Ali moramo v življenju uživati? 2000 ogledov. Torej spet kralja. Spet je na delu nek ta hedonistični imperativ. Ja. Ne, da se to potovanje. Prej sem ravno malo prebiral tak na hitro. Da se je menda začelo v 19. stoletju oziroma konec 18. stoletja z industrializacijo v Angliji. Tam so bili prvi pionirji tega masovnega turizma, ker si imel nek srednji razred, ki je pač ti lastniki tovarn in tako naprej in tisti, ki so koristili od tega sistema industrializacije, so potem iskali način, kako tisti pridobljen prosti čas preživljati. Ja. Prej so samo plemiče si lahko to privoščili, pa še to je bilo skoraj nemogoče zaradi slabih potovalnih pogojev. Zdaj si pomel vlak. Potem mislim, da je bil Thomas Cook je izumil neko turistično ustanovo, neko turistično podjetje, ko je ful dosti vstopenc pokupil od železniških družb in potem je to prodajal temu srednjemu razredu, da so začeli potovati po Evropi. In od tam iz tega obdobja menda izvirajo številni ti hoteli, ki so, ne recimo, ko imaš neki hotel Bristol, pa vsi ti različni angleške znamke, ko so pač ti Angleži si lahko privoščili in potovali, imeli Grand Tour Evrope. Zakaj je bil za ta intermezzo? Pač verjetno to, da... Kdaj se je razvil ta masovni turizem? Verjetno to, da se zavedamo, pač če potujemo, pač zakaj potujemo, če so naši impulzi čiste ali pa dobronamerne oziroma dejansko konstituirajo smiselno življenje. Zdaj zato, ker mogoče obstaja neki način preživljanja časa, ki ne bo tako potraten in časovno, in energija, in denarno, in bo bolj pripomoril k tem, da bomo živeli smiselno življenje. Mogoče pa kdo v tem trenutku ni v fazi življenja, ko bi ga ta etična razsežnost nagovorila, mu pridodala kaj, se mu zdela, se mu smiselno vpenjala v ostale obveznosti, ki jih ima v življenju in bi mogoče lahko ta čas in denar za nekaj drugega porabil. Mislim, da je z tega vidika pomembno. Mogoče lahko tudi izpostavimo na te točke, da je ta množični turizem, množičen pa je verjetno ravno zaradi tega, ker je v tej estetski obliki, torej zaradi uživaštva, isto precej enostavnejši, kot pa v tisti spoznavni obliki. Spoznavni etični. Ker recimo, če hočeš ti se nekaj zares naučiti, kaj šele etično podoživeti, potem se moraš izpostavljati nekim izkušnjam na potovanju, ki niso nujno vse po teh turističnih pričakovanjih. Pa kaosu. V kaosu, v nekih pristnih okoljih. Medtem ko zdaj pa si zadovoljen s tem užitkom, pa je ok, da pač greš v hotel, se ohranjaš v tistem, zadržuješ v tistem nekem turističnem predelu mesta in je to. Ampak ravno zaradi tega, ker je ta način užitka lažji, je potem lahko bolj množičen in je lahko tudi bolj škodljiv za tista okolja, to pa sploh. Katera prihaja. Imaš to zgodbe iz Dubrovnika, z Malorke, pa to, ko pač moji lokalni prebivalci so izčrpani od tega, kljub temu, da služijo fajn, ampak uniči pa neke pristna, naravna, človeška okolja. Da ne govorimo o tem, recimo zdaj, ko sem bil na Tajskem, kaj katastrofe sem doživljal zaradi teh, mislim recimo ena plaža Maja, je te plaže ime,
je pač ena najlepših plaž na To svetu. je iluzija, ne? Ja. V Sanskrtu. Ja. In en je naredil film hollywoodski z Leonardo DiCapriom, ki je tam na tej plaži se dogaja in potem so seveda turisti masovno romali v ta kraj in so uničili plažo. Titanika so tam snemali. Ne. Tudi okoli tistega časa tam in grozno. In kup takih zgodb imaš na Tajskem, ker so pač naravo totalno uničili. Pač zato, ker so preveč turistov naenkrat povabili in pač preobremenili ekosistem in pač jim je vse šlo maloro. Kako lepa beseda, maloro. Ampak tudi recimo potem so te razsežnosti etične v smislu naše odgovornosti pa zavedanja, kaj delamo v teh okoljih, ker recimo na Tajskem sem kup videl teh slonarjev pa ljudi, ki pazijo na tigre pa to, ki pač delajo pač zverinsko z temi živalmi, pač to je grozno. Zverinsko z zvermi. Ja, ampak ne vem, pač recimo na Tajskem se lahko, imaš vsake mesto, imaš možnost, da greš tigra božat, pa se z njim cartati, pa se slikati z njim. In pač ta tiger gor leži na mizi in je pač itak umamljen, da pač za sebe ne ve. Potem sloni so itak od malega pretepani, zato da so potem traumatizirani, kot so stari, da poslušajo svojega lastnika. Da ne govorimo o seks turizmu, pač to sem tudi bral. To pa je katastrofa na Tajskem, pač to pa je prava humanitarna kriza in seveda, recimo sred te ulice, kjer je središče, epicenter te moralne krize, ker imaš pač mladoletne prostitutke, ker imaš bogate, debele belce, ki se tam romajo z po 2 tajkama na okoli mrtvo pijani. Imaš tam lepo en McDonald's, bordel, Gogo, ki je strip bar, Subway, bordel, Burger King, bordel. In tako je bilo grozno tudi z tega aspekta videti vse te korporacije, ki se tako hudo v zahodnem svetu pazijo, kakihkoli kontroverz, tam pa jim je totalno vseeno, ker jih pač nišče ne izove in pač mozejo te krize. Ti belci obkroženi z tajskimi mladoletnimi dekleti niso tam zaradi spoznavno etičnih razlogov. No in pač to je pa recimo tisti drugi vidik, da se zavedamo, da če potujemo, recimo en zelo problematičen vidik tega estetskega potovanja. Ker dosti ljudi potem pač zmeraj več hoče, hedonizem je sod brez dna in potem pač se lepo prepustijo en dan za drugim, dokler pač so totalne zverine, pa še sam dan pijajo, pa ubijajo okolje, v katerem pač so prišli uživati. Tu imamo zdaj pač take res zelo radikalne vplive na zunanji svet. Ne na zadnje pa tudi verjetno na samega sebe ne vplivaš najboljše. Zdaj mogoče se v to, kaj se zgodi, če sam se prepuščaš užitku, se ne bo zdaj spuščala, ker smo že to obdelali. Ampak mogoče čez eno čist konkreten vidik, če toliko potuješ, pa recimo zdaj že od malih nog potujemo, Onokrat je ravno bila na televiziji, imela intervju neka gospa, ko s celo družino potuje z otroke verjetno. Kar pomeni, da od malih nog potujejo po celem svetu in živijo v tem življenjskem slogu, kjer je potovanje kot neka vrednota in nek cilj sam po sebi. Kaj še boš pol hotel doživeti in imel za doživeti, ko boš odrasel? Mogoče kar se tiče tega potovanja. Ja, boš druge iskal potem. Pol boš pač prišel do nekega plafona ali kaj in pol boš šel na druge aktivnosti. Ja ne, pač nomadski stil življenja potem pač odpira neke druge stvari, ki so ti manj blizu. Pa se ti manj blizu te način življenja, ko si pač v istem okolju. Pa bo izziv spoznati ljudi, pa si, ne vem, neke socialne kroge spostaviti, pa biti v službi, ne vem. Ne vidi se mi, da bi to bilo nujno neko estetsko, hedonistično doživetje za otroka. Neko naveličanost, ne? Vse si videl že. Ja, pa se nek vidik, kaj še boš zakaj ti to tako drugače, da si stacionaren v enem mestu, pa vidiš stvari, ali pa se pač pomikaš po svetu, pa vidiš stvari, še zmeraj imaš kup stvari za raziskovati, recimo kot
ko pač odrasteš kot otrok. Torej, kada greš enkrat na potovanje po vseh Magari, ja, krajih. ne vem, ja, mislim, zdaj, če si enkrat videl Indijo, ne pomeni, da Pa zdaj... greš še po več izkušenj učnih, Ja, recimo, ja. etičnih. Pa se po moje ta otrok tako živi v nekem varnem okolju družine in nima ti razsežnosti kaotične, pač starši verjetno poskrbijo za Ja. neki red in potem bo pač izziv iti sam v svet ali kaj takega. Ne vem, pač to je pač nomadski stil življenja, tako ga ne bi zdaj nujno si upal dati v neko posebno košaro pa ga vrednotiti kot, ne vem, slabšega ali pa boljšega za Samo otroka, kar bi jaz prej vprašal, kar zakomplicirana tema. Kar mene zanima je to vprašanje tega nabiranja izkušenj. To smo se že pogovarjali. Torej, zakaj ti potuješ? Zaradi teh spoznavno-etičnih, estetskih izkušenj. Ja. Torej, konkretno zato, ker me neko tuje okolje sooči z Zdaj ne pravim lastnimi... ti, ampak A ja, ali pa recimo da dam jim primer, da ne, Ja. zato ker me sooči z nekimi drugačnimi načini življenja, z nekimi drugačnimi pod vprašaj postavim moje navade, moja prepričanja, moje predsodke, pač vse tam pride na dan. Pač ne za vse kot celota, ampak neki aspekti mojega prepričanja pa navad pridajo pod vprašaj in potem pogosto vidim, da ne vem, zakaj, recimo ne vem, zakaj, da je nekaj bilo neopravičeno, recimo. Ampak vprašanje potem, ki se mi zastavi, je, kaj je potem pravzaprav cilj? Je to nek proces, ki pol traja celo življenje? Ali je kak cilj oziroma neko merilo, po katerem lahko dosežeš, da si dejansko dosegel tisto, k čemer stremiš s pomočjo potovanja? Ja, ne, verjetno je to isto kot pač praksa samoizboljševanja ali pa ne vem, filozofije. Pač zmeraj stremimo k nekemu cilju, ampak zmeraj je prostor za učenje. Pač po moje potuješ, po zmeraj vsakega potovanja nekaj odneseš, neko prakso, ki ti potem recimo te ljubi kot človeka, če te že ne nujno izboljša. In potem pač, ne vem, še greš na kako potovanje, pa mogoče še bolj poglobiš, mogoče pa ne. Tako kot prebereš eno filozofsko knjigo, pa se mogoče nekaj naučiš, mogoče pa je bila čisto zapravljanje časa. Pač neki učni proces je to, ki nima ne končnega cilja oziroma ga ne prepoznaš, niti nima nekega garancije, da bo pač res delovala. Pač neka življenjska praksa, ki je usmerjena k izboljševanju, ampak Torej, v bistvu uporabljaš potovanje, postane tvoj način življenja kot del tega nekega izboljševanja. Ne? Ja, recimo, ne vem, jaz bi si mislil, da enkrat na leto potovati za en mesec ali pa dva bi bila recimo za mene neka taka smiselni interval, kjer lahko pod vprašanje pač postavim svoj način življenja, pa se opomnim za ostale oblike, recimo. Da malo razbijem to samo ustvarjeno kletko rutin pa vsakdanjih naravnanosti, ki se mi dajo kot nekaj samoumevnosti, ampak niso samoumevne so samo znotraj tega mojega konkretnega načina bivanja. Recimo Steve Jobs, on je tudi imel par takih rukerjev, ne, ko je bil v neki krizi in pol je šel je v Indijo, ne, in pol je prišel nazaj in pol ne vem, če je bil kaj bistveno boljši, ne, ampak recimo mogoče se sam sebi zdel, kot da je mu je to bilo dobra izkušnja, Se mogoče ni mogel več dejansko biti boljši, Steve Jobs mogoče je bil dejansko- popoln. Kar hočem reči je, kaj če bi enostavno bilo boljše, če bi Steve Jobs šel na 2 meseca terapije, k enemu psihoterapeutu, Ja. ali pa, ne vem, da bi nekdo, ki je depresiven, namesto da zdaj gre na potovanje in predtem potencialno pobegne s tem, da se potopi v neko izkušnjo, če bi enostavno, ne vem, začel telovaditi. Ja, mislim, Kaj če so boljši načini samoizboljševanja, kot pa to potovalno nabiranje izkušenj? Ja, verjetno so. Mislim, verjetno so za koga v določeni življenjski situaciji. Ne bi si upal trditi, da je potovanje zmeraj najboljša za vse ljudi, definitivno pa je v določeni situaciji za določene ljudi verjetno najboljša, kar lahko naredijo. Mogoče pa terapija ni v tistem trenutku to, da ti neki posameznik pride za svojimi predpostavkami o tem, kako treba delovati, pa to, da ti zdaj on začne pamet soliti, kako življenje živeti. Neki človek, ki, ne vem, se terapeut ima tudi lastne predsodke, pa to, recimo jaz pač
terapevt te bo usmerjal k temu, kaj je to neko normalno življenje, ker pač ponavadi so ljudje z njim zadovoljni, ampak je to ta pot dolga in tudi polna spodrsljajo, pa če hočeš neko lastno pot najti, je mogoče kar boljše se vršiti v vodo, kot pa iti na predavanje, kako plavati. Jaz sem tu rahlo zadržan. In to zdaj z različnih, zdaj, če grem po teh dimenzijah mojih, z tega, da potuješ zaradi nekega samoizboljševanja. Tu se mi poraja pomislek, da je večja verjetnost, da boš prek potovanja zašel v eskapizem, torej da bežiš od svoje skrbi, kot pa da se boš z njimi soočil. In se mi zato zdi to rahlo nevaren način soočanja z nekimi svojimi težavami. In ko tako gledaš, zgodovinsko pogosto res se mi zdi tako bilo. Kako bi se kazalo neko potovanje? Predvsem ta hipijevska zaljubljenost v Indijo, vsi so bili v Indiji, vsi so pol imeli cele horde nezakonskih otrok, ki so jih dajali v sirotišnice in so bili šiti ljudje, marsikateri, med njimi, ne vsi. Okay. Tako da jim te neke potovanja za duhovne izkušnje to malo tak, lahko malo metanje peska v oči. In se mi zdi zelo pomembno, da če že greš na potovanje zaradi nekega tega etičnega preobražanja, da to počneš reflektirano, premišljeno. Ja. Pač, ne pa zgolj na te neki intuiciji, pobegniti moram. Ja. Ker to mogoče enkrat, če je ok, če celo življenje bežiš, pa ne vem, če je. Mislim, koliko ljudi sem na poti spoznal, ki so mi pač pravili, da so recimo sploh v Kambodži, ki so mi pač s takim širokim pogledom rekli, da ja, brata so razsvetlili v džungli, prišel sem se pridružiti redu mojega očeta, duhovnega očeta. In pač kup takih ljudi je, ki so pač se samo odpelje, pa pridejo v Kambodžo, pa Tajsko zaradi nekega, da bo zdaj oni spoznali skrivnosti vesolja skozi to džunglo, oprosti. To je rekel Luči. Ja, to je rekel Luči, ker animizem. Ker je vse živo, to sem se spoznal na Tajskem, ta šalca je živa. Bordelo. Ne, ampak res eni ljudje, pač dosti ljudi pride tam, kjer sem bil, ker so pač dosti templov po te zgodovinskega ozadja, nekih religijskih vodij, Kambodža in Tajska, pride pač res neka spoznanje iskati, ampak pač to so ljudje, ki so bliže, ki jim je bliže religija, kot pa neki reflektiran način življenja. In te ljudi bi res potem mogoče ampak kaj, vse ti ljudje, če bojo pa doma ostali, pa bojo kaj, pač bodo kaj manj. Odvisno, kaj so doma pustili, ne? Aha, ja. Ker tudi da nek vidik odgovornosti do okolja, ki ga zapuščaš zaradi svojega pobega, in potem odgovornosti do samega sebe, če je to zdaj res najboljši način, da to odgovornosti izražaš. Seveda, zdaj, kdo smo midva, da bi zdaj sodila, kaj pa je tisti način, ne? In tako da se tu moram paziti, ne, ko to govorim. Samo se mi pa ne zdi odveč reči, ta neka previdnost. Ja. Je vseeno nekaj modrega. Ja, vse verjetno ko potuješ iz teh razlogov. Ne. Ja. Se recimo, če bolj konkretiziramo, se ne bojiš pri samem sebi mogoče, da bi ta potovanja postala neka vrsta taki pobeg. Ja, tvojega življenja, ki je trpeče. Ja, za enkrat jaz nimam teh pomislekov, ker se mi zdi, da dejansko grem tja iz nekega pristnega vzgiba po odkrivanju stvari pa samospoznavanja. Ne počutim se, koliko reflektiram, da bi kajkoli doma puščal, če so bi bežal, ampak dejansko me je nagovorila recimo tudi ta filozofija življenjskih praks, da ni dovolj zgolj abstraktno nekaj pač zapopast, ampak moraš spreminjati svoje
oblike življenja in se soočati mogoče kot To neka... je Wittgenstein, ne? Ja, to je Wittgenstein, ja. To sem prebral v tvoji magistrski Ja, nalogi, ja, ki jo hvala, boš zagovarjal. Ja, jutri. Ojoj. Jutri zagovarjam magistrsko nalogo v smislu življenja, ja. Vabljeni na V katerem- filozofsko Vabljeni na fakulteto ja. ob 11. Ob 11. Ja, jutri, ampak jutri v času snemanja, teda ko bo to objavljeno, bo to že v preteklosti ker in bom ja že magistriran, uspešen filozof. v iranskem Ja. zaporu. Ja, no k temu še pridemo. No, v tej magistrski tudi zagovarjam pač ravno to, oziroma predstavljam Wittgensteinov pogled, torej pogled tega avstrijskega filozofa začetka 20. stoletja, ki pravi, da če hočeš ti najti obliko življenja, v kateri se ti bo življenje kazalo kot nekaj recimo neproblematičnega, v katerem se ti bo zdelo, da živiš na način, ki ga boš lahko pojmoval kot smiseln, boš moral iti skozi neke prakse življenja, da boš v praksi občutil, kjer načine življenja se ti dajo kot smiselne. Če boš ti samo sedel na mesto in razmišljal o teh stvareh, prvo boš v zmoti, ker ko boš te stvari doživel, boš videl, da niso take, kot si jih predstavljal sprva. Recimo, ne vem, si misliš na začetku, ne vem, v srednji šoli, wow, jaz bi fulat igrico šel igrati in pol jo igraš 3 ure in pol se slabo počutiš. Ne, čeprav ne bi prej pričakoval, da se boš slabo počutil, recimo, jaz sem se dostikrat tako znašel v srednji šoli, tistim tem razcepom, da bi rekel, sej samo igrica bi igral celo življenje, to je bilo super, ampak ko pa dejansko igraš, pa se slabo počutiš in nisi predvidel tega slabega počutja. Ja. In Si mogel podoživeti tam. si mogel podoživeti, da si v praksi dobil odgovor, ali je to neka oblika življenja, ki ti sede ali ne. In on zagovarja, da filozofi preveč bluzimo, preveč se gibljemo v lastnih teh Zdaj ste bolezenskih slišali mnogo hrupa stanjih. za nič pri Ja, filozofi. v bolezenskih stanjih pedantnega abstrahiranja. Mogli bi enostavno nekam iti in to je tudi vsem svojim študentom rekel. budistični. Ja. Ja, Ki pa tam v svojem samostanu, lepo tam, ali pa Buda, ki je pod Ja. drevescem se sedel, pa je razsvetljen bil. Ja. Ni rabo iti nikamor. Ja, Wittgenstein bi rekel, da beži od svojega življenja. Zakaj bi bežal od svojega življenja? Zato, ker, oziroma beži od življenja, zanikuje življenje, ki mu je bilo dano, pač ni aktiven, ne živi v aktivnosti, ne da se kreativno samo izraža, ne živi kot... Vprašanje, kaj pa je zdaj cilj? Ja, ok, teda mogoče damo to v oklepaj. Ja. Ampak ja, poanta je ta, Jaz da jaz tudi svoje sprašujem to, da potovanje izkušam kot to, kot neko soočanje z oblikami življenja, da potem, ko pridem nazaj, imam neko zelo praktično, konkretno znanje glede tega, kaj v tej moji konkretni praksi življenja mi odgovarja in kaj je tisto, kar bi mogel spremeniti, da bi se počutil, kot da živim bolj celovito, smiselno življenje. Pa da napišeš potopise v Štajerskem Pa da tedniku. napišem potopise in potem to služim. Da potem malo Formastnost. pokrijem. Ja. Ja. Lahko te berejo, ne? Da, če moče kdo zdaj Ja, posluša podcast v Štajerskem tedniku, pa v Delu občasno. ne? Ja, se Aljoša Toplak, potopis, potem pa bo Vemberglo Delo, Večer, Svetni ljudje, Mentor, Štajerski tednik, lepo vabljeni k branju. To je pa tudi mogoče ena tema, ne? Ta potopisna industrija. Ne? To je tudi Ja. kar taka. Prej smo imela Herodota. Ne? Ja. Pol, kaj sem še tu vzel? Gulliverjeva potovanje, recimo, ne, od kaj že, Jonathan Swift, v kateri je dejansko se odzival na takratno razraščanje tovrstnih potovanj, ne, in pol se vsak je imel nek svoj dnevnik, ko je bil na potovanju in pol je marsikdo to izdal v knjižni obliki, ne, in on se bolj malo norčeval tudi iz tega. Pol imam recimo Jules Verne, pa je pol to spremenil, da je bolj mogoče se fokusiral na to spoznavno razsežnost, ne. Torej v znanstveni fantastiki predvsem je tam ne, ta vidik potopisov na nek način, neke čist tuje dežele greš in pol čist neke vesoljske kulture spoznavaš. Ne. Ja, isto imam tu Drago Jančara, je spisal svoje življenje skozi potovanja, potem Sonja, ne Prosens, ampak Porle. Tudi ena, ne sežeš do knjige. Ja, Sonja Porle, tako je klasika, kultna slovensko potopis 97, pa seveda Fliser.
o svojem potovanju v Indijo. Vsi reflektirajo o tem. Flisar je kar v Indiji prisoten, ne? Ja. Ful igrajo njegove drame. Kaj? V Indiji? Ja. A ja, to pa nič Ja, ne na vem. Facebooku, da se krat objavlja. Zanimivo, ok, nijam ga kot prijatelj. Ojoj. No pa recimo, zdaj, če malo še malenko širše ne vidimo na to potovanje, pravzaprav ni samo neka taka individualna stvar, pa ožje družbena, ampak ima neko skoraj malo metafizično razsežnost. Ne? Če pogledamo Odiseja, ne, je v bistvu eno dolgo potovanje. Ne? In tudi ti so preko sem govoril, ne, da se izgubiš na teh svojih potovanjih, potencialno lahko. Ne? Odisej se na nek način, so šli do Troje, ne? In potem nazaj potimo ni mogel najti zaradi tega, ker je oslepil onega Kiklopa, ne? In pol je vandral. Ne? In to je mogoče ena taka, pogosto se jemlje kot neka metafora oziroma alegorija stanja modernega subjekta, ne? Ki je zapustil je domovino zaradi nekega potovanja, nekega cilja, da bi nekaj dobil, da bi nekaj dosegel, potem pa se ne zna vrniti domov, ne? In potem vandra. Ne? Potem tudi imamo recimo, če vzamemo Gospodar prstanov. Ne? In tudi pravzaprav potovanje, pravzaprav po celem svetu oziroma srednjem svetu. Srednjem svetu. Da sem že pozabil svoj žargon. Tako da vidimo, ne, da nas potovanje zadeva tudi ne samo kot izbira neke individualne dejavnosti, kaj zdaj grem početi, ne, ampak nas okupira tudi v nekem tem smislu, v širšem smislu nekih fantazij in nekih mitov. Ne. Pa nasploh recimo v Grčiji imaš to idejo katabaze, torej da greš pod zemljo, ne? In se tam spopadeš z Kerberom, s tem večglavim psom in potem prideš ven z tega močnejši po tej junakovi zgodbi, kaže tisti ameriški Campbell, ali kak je bil? Hero's Journey. John Campbell, ja. In potem so to v filmih, pa nasploh tudi v literaturi, ne, pogosto srečaš ta, ne, da pač nekega junaka, ki mora zapustiti dom, to je nasploh taki fantazijski kliše, ne, gre na neko potovanje, ima neki daljni cilj, nekaj mora doseči, in potem bo prišel na cilj, da pride nazaj domov močnejši. Ja, tak sem jaz. No, in zanimivo je, ne, kako se je to ni, mislim, nič novega, ne? Kako že skozi celo zgodovino na nek način v literaturi pa v umetnosti puščamo sledi te naše fascinacije s potovanjem, ne? Ja. Danes imaš tudi, ne, dosti imaš pač, se mi zdi, že vsak drug ima skoraj potopise, ne? Smo tako rekla, da se da več potovati, ne? Ja. Pa tudi dejansko potem dosti je teh potopisov, ne? Če nič drugega po družabnih omrežjih, ne? Daješ gor klipe in beležiš. Ja, to se najbolj se lajka, če si bil nekaj v tujini. Zato jaz nimam lajkov. Ja. Ko sem pa bil v Srbiji, pa sem jih imel. Vidiš, to je to. Pa tudi potopisi se ful prodajajo, se mi zdi, pač revije pa to, pa časopisi, pa če radi to objavijo, se mi zdi, da ljudje radi posežejo po čem takem, pa se malo potujejo nadaleč skozi besede. Ne vem, mogoče je to tudi neki poskus, da bi živeli bolj avtentično, ker smo sami v tem drugem okolju, razdruženi od svojega okolja, ki nas opredeljuje, od ljudi, ki nas intersubjektivno, torej naša prepričanja okalupijo v neka določene oblike in zamejujejo meje tega, kaj smo lahko kot oseba. Ampak če želiš živeti pristno, torej v skladu z neko globoko usidrano konstitucijo, kaj si kot človek, pa kaj hočeš biti kot človek, pa kaj bi lahko bil, pa se moraš iz te okolice iti stran, zato da lahko sam sebe odkriješ. Ja, mislim, da si tudi dobro v besedo, ne, kaj je po mojem, ne vem, če si v besedo to, če jaz v tem prepoznavam to, kar si hotel v besedi, ampak
Jaz bi to bral bolj negativno, ne? Bolj pesimistično. Okay. Ja, na nek način izhaja to iz nekega prepoznanja po nepristnosti, omejenosti tega našega načina življenja trenutno na zahodu, ne? Kjer vsak upravlja neko službo, kjer je ujet na neke določene tirnice družbeno spremljivega ravnanja, možno se z nekimi osebnimi težavami, ki mu preprečujejo, da bi na kakšne druge načine potem tudi družbene norme nas usmerja na neke določene oblike življenja. Služba, družine, ne? Ja. In potem ti v bistvu predstavljajo te potopisne zadeve, ne, ali v kakršnikoli multimedijski obliki, pa potem tudi konkretna potovanja, možnost pridobivanja neke izkušnje, ki ti bo pomagala to preseči tvoje okvire. Ampak jaz mislim, da ne vem, zakaj sem pač uporabil te literarne primere, ne? Ker igra to neko vlogo v naših fantazijah. Torej, to je naša potovanje je neka fantazija. Ampak mislim, da je to primarno fantazija pobega, eskapizma. In to je moj glavni pomislek in zadržek, kar se tiče te turistizacije vsakdanjega življenja. Jaz bi rekel, da je to zelo prisotno, ampak ne pri meni. Ne govorimo o tebi neposredno, ali pač. Ali pač. Ampak nasploh o vlogi, ki jo to potovanje igra v naše družbe. Ne? In to se mi zdi, pač mislim, da turizem izvira iz, kako je že v grščini, zamegli beseda, tornon, ali v glavnem neki pomeni obračanje, ne? In to se mi zdi, da se dogaja v turizmu, ne? Neko obračanje, ki pa je pravzaprav samo sebi namen, ne? In to se mi zdi potencialno slabo, individualno gledano, ker se obračaš v krogu in misliš, da nekaj rešuješ, v resnici pa samo bežiš od tistega. Še večji problem se mi pa zdi z nekega družbenega vidika, ne? Da smo pripravljeni recimo celo leto sprejemati, ne vem, slabe življenjske pogoje, slabega šefa, kapitalizem. Samo zato, da lahko čez poletje potem nekam grem in potem si še sprejmem to kot del tega produkta, ki mi ga dajo, to, da še se bom nekaj naučil zraven, pa še fizično bo užitek, pa še etično bom spremenjen. In da bi se s tem samo pomagam reproducirati neko slabo družbeno stanje. In da ni najbolj z tega vidika, torej je moj očitek, da v tej smeri, v katero se ta turizem razvija, ni najbolj konstruktiven in produktiven za neko boljšo prihodnost človeštva kot celota. To verjetno zato, ker je hedonističen in vse te hedonistične stvari opravljajo to isto stvar, tako da reči na televizijo. Ni nujno, ampak v tem, koliko je hedonističen, je potem isto, tako greš na televizijo. Kratkoročno hedonističen je, ne? Ja. Celo leto trpim, polo gre na potovanje, bolje. Kot neko mrtvilo za mase, isto tako kot televizija, pa kajenje, pa alkohol. To je verjetno res, da sploh ne govorimo o ekološkem vidiku turizma, da pač, mislim, letala, križarke, pač in prvo še ima tako čisto konkretne negativne posledice, ne? Ki pa pač, zaradi teh naših poceni užitkov, pač dobesedno, mislim, da to je en glavnih virov, oziroma najbolj nepotreben vir onesnaženja, tak. Jaz bi tudi sam, čeprav rad potujem, bi zelo pozdravljal neki zelo, zelo visok davek na letalske karte ali pa kakoli turistične ugodnosti, storitve in tako dalje. No pa recimo tudi zdaj, ko smo prej omenjal študente, ne, pa te Erasmus izmenjave, ne, tam se mi zdi podobna neka nevarnost, ne, da se pač znotraj Evropske unije se zelo prodaja ta način, ne toliko iz komercialnih mogoče razlogov, ampak bolj iz nekega grajenja evropske identitete, ne. Ampak da tudi mogoče, pa še to združim s tistem, ko sem prej rekel, če te od malega
starši vozijo na vsa potovanja. Da se vzgajaš ravno v to, da ta suboptimalen turistični produkt potem prevzameš kot svoj način življenja. In potem iz teh razlogov se mi zdi to potencialno problematično. Čeprav lahko rečem, recimo, moja izkušnja izmenjave, ko sem bil za en semester na Dunaju, je bila produktivna na načine, kot si rekel. Ja. Mislim, najprej, ko smo se čisto na začetku pogovarjali, da si vržen v ta strah, v to praznino, ker si moraš v bistvu postaviti na novo nek red, v katerem lahko funkcioniraš. In potem mogoče boljše to znaš pozneje, ne? Ja. V svojem siceršnjem življenju tudi početi. Samo po drugi strani pa ne vem, če lahko res ocenim, če mi je dalo res nek trajni učinek. Ne? Predvsem pa, če ima ta učinek, ta pozitiven učinek nasploh. Ja. Ali je to malo vse skupaj eno tako metanje peska v oči, zato da lahko študenti grejo pit. Ja, to je za vprašanje. Za naslednji podcast. Ja, verjetno je glavno to, da se, torej, če se vrnemo k splošnemu vprašanju potovanja, da ozavestimo, zakaj potujemo. Verjetno obstaja prava mera in pravi način, kako potovati, zato da lahko izboljšamo svoje življenje, ampak da so večinoma mera ni prava, pa razlog ni pravi. In potem... No, ne vemo, ne zdaj, mislim, ne vemo, da ne bo preveč sodla, kot da nismo zadovoljni. Za tega, kar smo zdaj dejala v tem podcastu, se zdi, kot da... Lahko bi se zdelo. Kot da, bi se lahko kdo dobil, mora biti vtis, da mogoče potujemo preveč in za napačnih razlogov. Če. Tako. Ampak se v končni fazi je najin cilj, da postavimo vprašanja, kot vedno. Ja. In da odpremo še različne vidike. Ja. Mislim, recimo, kar se meni zdi, recimo, kako sam vidim svoje potovanje, je tudi z tega vidika, da recimo vidim se kot pripadnik svoje kulture pa svoje družbe in hočem nekaj doprinesti in zdi se mi, da je tudi to en način, kako lahko doprinesem, da se pač sam sebe duhovno bogatim ali pa vidim neke stvari, ki potem, ko pridem domov, lahko mogoče še imam neki drugi vidik, s katerega lahko pomagam, recimo, zboljšati našo družbo ali pa je nekaj doprinesti. Recimo, ne vem, mogoče pa je fajn za Slovenijo, da vemo, kako živijo na Tajskem, Bangkoku. To, da je bil Aljoša Toplak na Tajskem, je dobrina za slovenski narod. Ja, gledaj, mogoče pa... Za narodu blagor to počneš. Ja, seveda, ne zace. Ne zace vas. V tajskih bordelih. Nisem bil v bordelu, by the way. To pa se nisem. To si mogel zdaj reči. Ja, kaj se že prečkrat, se že v bordelu omenil. Ja, se že prečkrat omenil. Te ne prepriča to, kaj ti govorim, da te bo to drugo, da te bo to drugost okolja prisilila v to, da se soočiš z lastnimi predpostavkami, navadami, predsodki, prepričanje in te bo informirala na nek način, kot te knjige recimo ne morejo. V tvojem slonokoščenem stolpu v Zagojičih. Mogoče se bojim, da če bi nekam šel, da ne bi našel poti nazaj domov. Ampak? Da vem, da se zgubiš v svetu potem teh nekih izkušenj. Oziroma, da me sama ta misel na izgubo stika z domom, da sem preveč zakoreninjen v dom, v tem najširšem smislu. In da najdem svoj smiseln okvir znotraj tega. Ampak ni to nekaj... Doma. In zato ne čutim, oziroma po eni strani se bojim zapustiti, po drugi strani pa zato ne čutim mogoče potrebe potem. Ampak ni to nekaj slabega v oziru z tem, da življenje samo po sabo se zmeraj spreminja in nam neke nove izzive daje, neke nove kaotične situacije, s katero se lahko skozi potovanje recimo pripraviš? Jaz se strinjam, da je možno skozi potovanje se na ta način pripravljati. Ne vem, ne nagovarja pa me dovolj, da bi si izbral ta način. Ali iz razlogov tega strahu, ali iz razlogov tega, ker enostavno pač
mi je toliko domačno, da si ne želim iti nekam dalje. Pa tudi enostavno druge cilje imam trenutno, Ampak druge stvari želim početi, smo pa oba ki so filozofa. nezdružljivi z tem, da bi potoval, zato ker bi prekinili tisti način življenja, ki mi omogoča, da te cilje trenutno zasledujem. Ampak smo pa hkrati filozofa, ljubitelja resnice, a te ne zanima, kaj bi izvedel, oziroma da te ne nagovarja, da bi raziskal, da bi tudi do tega spoznanja prišel, ki je drugačne sorte od tega, ki ga lahko v knjigah dobimo. Ampak Sokrat ni nikoli zapustil Aten. Ja, je pa Platon vse okoli potoval in iskal praktične aplikacije svojega sistema. Ja, pa se je vrnil potem domov, ne? Ja, ker ni bil uspešen. Ker ni bil uspešen drugot, ne? Torej tisto, kar je iskal drugot, dejansko ni našel tam ničesar. Je, mislim, Vrnil se samo domov, spet v varnost tistega, kar je že od začetka imel. Ja, ampak verjetno je nekaj se naučil. Mislim, in verjetno je tudi razlog to, da ni imel okvira, znotraj katerega bi lahko deloval, in je zato moral iti. Ne? Pač ponovadi so bile ta potovanja nekaj doma, nečesa res nimaš in potem moraš nekaj iti, da presežeš tisto. Zdaj pa, če pa ti doma vidiš smisel v tistem delovanju v svojem nekem domačem okolju, potem pa moja pač ne vidiš do te mere te potrebe. Zakaj Sokrat ni čutil nobene potrebe? Zato, ker je videl smisel ravno v tem, ne v tem, da on nabira izkušnje po svetu, ampak da znotraj svoje skupnosti pač prispeva po svojih najboljših močeh k temu, da se ljudje začnejo o stvari spraševati in da jih zbada kot obat. In zato pravzaprav je dovolj potovanje, tako te reče, Rilke, ne? Da greš v samega sebe. In zdaj pač to je neka moja izbira, ki mislim, da ima tudi svoje čeri, da se zelo hitro najdeš v tem, da imaš neko okostenelo rutino in da si pluresta kot Kant, da si po tvojih togih navadah lahko ostali prebivalci nastavljajo ure. Ja, mislim, da je res govorno, da je največji oziroma filozof, ki ga tretiramo pogosto kot največjega filozofa vseh časov, nikoli ni šel za svojega rodnega Königsberga, oziroma enkrat je šel zaradi nekega posveta. Ogromno se z geografijo ukvarjajo. Ja, in antropologijo, afriški ljudstev, seveda, ne? Tega don't look that up. Ja, ne googlajte tega. Tako da ja, ne, to se... Jaz mislim, da ne morem reči, čeprav mogoče z izbiro tega svojega načina življenja na nek način postavim to tezo, da je moj način boljši, ker če ne bi izbral drugega mogoče, ne? Ampak mislim, da zdaj z neko tako filozofsko iskrenosti pa vidim nevarnosti in prednosti obeh načinov življenja. Ne? In je pač spet vprašanje tistega, k čemur pa se vračamo na koncu vsakega od teh podcastov, v čem vidiš svoj smisel življenja in kaj so tiste reči, ki ti najbolj omogočajo, da ta smisel življenja uresničuješ. Ne? Ja, zdaj, če sem jaz tudi filozofsko iskren, v bistvu potujem zato, ker je to umeščeno v neki moj ustvarjalni podvig, kjer lahko spisujem potopise in tudi recimo posod sem zdaj posnel tudi kakšen film, dokumentarec o ljudeh, ki se jim sreča na poti. Torej vseeno to nekako vse vpeto v neki širši okvir mojega praktičnega udejstvovanja. Vprašanje je zdaj, če bi zdaj mi to človek vzel, če bi še dalje potoval, verjetno ne, ker bi mi mogoče se zdela pa vendar da je kot skupa časa, ker bi raje kako knjigo napisal. Ampak zdaj tvori potovanje vsebino za moje knjige. Ja, se gled, verjetno. Ampak vseeno pa vem, da sem se za nazaj grede, sem se naučil nekaj pomembne stvari za mojo življenjsko prakso, ampak za naprej pa se ne bi čutil zgolj z tem namenom motiviranega, da bi šel. In zdaj grem spet za nekih praktičnih razlogov v Iran, ker želim spisati potopise o njihove te zelo specifični situaciji, ki jo imajo trenutno in s političnim režimom in z Izraelom, kot tudi posnel film, allegedly,
posnel film. Zdaj, če gleda, kak Iranec ni res, jaz sem samo turist. Boš sprisati mogo, kaj bodo zdaj šli gledati. Po mojem se bo en slovensko naučil, sem zato, Ja, kaj je za to? V podcastu si rekel. Zdaj pa verjamem, da ko bom prišel z Irana, bom tudi to izkušnjo opisoval kot nekaj, kar je zelo obogateno z neko etično izkušnjo, ampak ne pa šel tja z te motivacije, da bi to etično izkustvo dobil. In če bi mi vzeli to, da ne bom smel pisati, pa ustvarjati okoli tega, potem bi se mi zdelo brez zaid. Čeprav se zavedam, da za nazaj pa bom zihar v vsaki situaciji to pomembno prispevalo k moje, recimo, veščini soočanja z življenjem. Neke veščine v tem prvinskem smislu, kot naravnano življenje, da se znaš iti z neko vedrino skozi življenje, kljub temu, kaj se ti dogaja v življenju. V tem smislu sem tudi na začetku mislil veščino. Ja, mislim, da smo zdaj kar dobro pregledala. Če bi celo rekel odlično. Različne. Ne jaz, ampak Različne ziher bi vidike bil kakšen potovanja. človek, ki bi rekel odlično. Mogoče. Različne Že nekdo, ki ni razsežnosti poslušal. potovanja. Ja. Poslušalce in gledalce, no, jaz vedno nagovarjam, jaz vedno nagovarjam poslušalce, ti Jaz pa vedno gledalce. Ja, pa jaz vedno v kamero gledam, ti pa ne. Ja, v kamero pa vedno neke stvari referiraš, ki so zgolj vidne, Ja. na podcastu pa se ne slišijo. Ne? Res, Tako da okay. se za vse te nedoslednosti upravičujemo v svojem skrajnem neprofesionalizmu. Ja. Upava pa, da sva z najnim skupnim razmislekom kljub temu uspela vam tudi dati nekaj hrane za misli. Ja. Zdaj si tudi ti v kamero pogledal. Vogle, zdaj se že učim. Wow, okay. Ti pa mikrofon. Ti pa si mikrofon prvič nekaj rekel. Učimo se. Skratka, zelo ste dobrodošli, da se nama pridružite v teh najnih pogovorih, v komentarjih. Ja. Da delite kjerkoli na YouTubeu, na najnih socialnih omrežjih, ki jih zelo rada negujemo. Mnogo hrupa. Instagram, mnogo Facebook. hrupa je, samo napišete, samo mnogo hrupa. Mnogo je, ne? hrupa. Komentarje, mora biti na vprašanje, kaj bi želeli, da v prihodnje odpreva. Še enkrat bi se zahvalila Mestnemu kinu Kinu Ptuj. Nini Milošič. Kaj je najstarejši kin v Evropi? Ja, to je kao najstarejše še aktivno kino prizorišče na svetu, 127 let nazaj se je tu prvi film predvajal in še danes predvaja, ampak zgodovinarji se še kregajo okoli tega dejstva, tako da mogoče čez kakih par let pa bomo imeli razčiščeno in lahko uradno se reklamirali kot najstarejše kino prizorišče, še obrtajoče kino prizorišče na svetu. Ja, no se gled, v končni fazi tudi, ko greš film gledati, greš na neke vrste potovanje, ne, tako da pridete v mestni kino Ptuj. Lepo vabljeni. Zelo luštno. Ja. To je še eno takih malih art kin v Sloveniji, ki se res trudi porikazati prave evropske art filme, ne pa sama komercijala. Tako je. Ja. Dobro, zdaj smo se dovolj dolgo obračali v krogu, tako kot Odisej. Tako. Zdaj pa se moramo vrniti domov. Ja, tako, hvala za posluh. Hrupa mnogo